Pozdravljene, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Smo v prostorih občine Braslovče, da izvemo, kaj je aktualnega v tem hipu in tudi kakšno je bilo leto 2019. Lepo pozdravljeni, župan občine Braslovče, Tomaž Žohar. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Torej, lani je bilo prvo leto vašega mandata. Kako je minilo? Ste vendarle uspeli marsikaj postoriti, čeprav ste na začetku mandata rekli oziroma bili bolj previdni v napovedih? Ja, lansko leto je bilo vsekakor zelo pestro. Verjamem, da tudi letošnje leto bo. V lanskem letu smo uspeli doseči veliko zastavljenih ciljev. Eden, bom rekel, najbolj ponosen na realiziran cilj, sem vsekakor na zelo dobri ekipi občinske uprave, ker konec koncev samo z dobro ekipo občinske uprave lahko dosežeš dobre rezultate. Ste zadovoljni? Ste tudi sodelovanje z občinskim svetom? Občinske svetnike ponovadi pohvalite? Ja, vsekakor. Dve ekipe so ključne. Ekipa občinskega sveta in pa ekipa občinske uprave. Občinski svet je zelo konstruktiven, tudi kritičen, kar je prav, več ljudi več ve. In prav je, da si vsi prizadevamo delati za dobro ljudi in pa za dobro razvoja občine Braslovče. No, omeniva pa, da imeli pa ste nadomestne volitve v eni volilni enoti in da je bila izvoljena svetnica z vaše liste. Ja, drži. V eni volilni enoti so bile nadomestne volitve. Svetnik SDS-a je odstopil z osebnih razlogov, ker je odstopil pred pretekom zakonsko določenega roka, je občinska volilna komisija bila v skladu z zakonom primorana razpisati nove volitve, nadomestne za tega občinskega svetnika. In namesto njega je bila potem v občinski svet izvoljena svetnica iz naše liste. Tako, no, že ob začetku mandata ste poudarili, da je tak najbolj aktualen pereč problem stanovanjska problematika. Zdaj ste dobili nekaj neprofitnih stanovanj oziroma ste jih kupili, ste že podpisali tudi pogodbe z novimi najemniki. Kako je s tem? Drži. V vseh 21 letih, kar obstaja občina, se na tem področju ni naredilo praktično nič. Zato je v teh 21 letih nastal res veliki problem, sploh za določen del občanov, ki so živeli v tako imenovanih hausih, da tako rečem barakah, na območju Žovneka. Živeli so v res nečloveških in neprimernih razmerah za življenje in je bilo nujno, da tukaj nekaj naredimo v zelo kratkem času. Pripravili smo stanovanjski program, katerega je potrdil tudi občinski svet. V okviru stanovanjskega programa so predvidene, če lahko tako rečem, 3 ključne aktivnosti. Ena je nakup stanovanj. To smo kupili nad trgovskem poslopju Jager, se pravi zaenkrat 4 stanovanja. Ravno prejšnji teden je bil nared prevzem teh stanovanj. Potem smo z Kmetijsko zadrugo Braslovče dogovorili za tiste res, bom rekel, ključne, nujne zadeve najem neprofitnih stanovanj oziroma najem stanovanj za neprofitni najem. In pa recenzija projekta starega kina se vsekakor dela, ker je tam predvidena pa novogradnja večstanovanjskega objekta. S tem, da imamo zelo velike, bom rekel, finančne omejitve, proračunske kot take, in glede na te finančne proračunske omejitve smo morali iskati optimalne rešitve. Tako da gradnja teh večstanovanjskega objekta vsekakor ni predvidena v naslednjih 2-3 letih. Je pa tisti prostor rezerviran za to? Ja, tako. Ste objavili tudi razpis za novo listo neprofitnih stanovanj? Drži. Z določenimi imetniki stanovanjske pravice smo jih že preselili iz področja Žovneka, z njimi že z določenimi podpisali najemno pogodbo. Določeni, ki niso imetniki stanovanjske pravice, v skladu z zakonom, so se morali prijaviti na razpis za najem neprofitnega stanovanja.
Ta poteče, se pravi, je odprt do konca meseca januarja, se pravi do 31. januarja. Takrat bomo videli, kakšne so potrebe v občini Braslovče. Po prvih, bom rekel, odzivih, ki vloge prihajajo v občino, so izredno velike. Priseljevanje v občino Braslovče je, mislim, da kar dobro, oziroma število prebivalcev je kar stabilno oziroma raste. Ja, drži. Priseljevanje je, bom rekel, predvsem mladih družin zelo veliko. Deloma verjetno tudi zaradi dobre logistične povezave, dobre logistične pozicije naše občine. Konec koncev smo nekako enakomerno oddaljeni od Ljubljane, Maribora, blizu Celja, Žalec, se pravi Velenje. Po drugi strani imamo pa nekako zelo veliko kvaliteto življenja v naši občini, vsekakor nas pa še veliko dela čaka, da bo temu še boljše in bom rekel še kvalitetnejše blaginja v naših občanov. To pa prinese s sabo tudi nekaj težav, neobičajno rečejo župani, to so sladki problemi, namreč prostori v vrtcih in šolah. Kolikor vem, tudi vi razmišljate o tem, da bo šola, da bodo prostori premajhni, da morate tam nekaj narediti. Ja, prostori so premajhni že kar zadnjih par let. In posledično bomo v letošnjem letu, zdaj ravno zaključujemo in se dogovarjamo z Ekoskladom za nepovratna sredstva, vsaj del teh, za prizidek k šoli. Razpis bi naj bil objavljen praktično v naslednjih 14 tednih, 14 dneh. Malce smo tukaj računali tudi na razpis Ministrstva za visoko šolstvo, namreč predvideva sofinanciranje nepovratnih sredstev za take projekte, za take investicije, ampak glede na trenutno politično situacijo v državi se bojim, da do tega ne bo prišlo, tako da bomo spet nekako primorani sami to sfinancirati, jasno v sodelovanju z Ekoskladom. Predvideno je pa začetek gradnje tega prizidka nekje v začetku meseca junija letošnjega leta, tako da bi bilo do septembra končano. Jaz upam, da bo šlo po planu in vse po načrtih. V prizidku bo šola ali vrtec? V prizidku bo prostori šole in glasbene šole. Namreč tudi glasbena šola Ristovsevina Žalec danes nima primernih oziroma nima prostorov. Nekje okoli 80 učencev glasbene šole je občanov občine Braslovče in moramo poskrbeti tudi za te, tako da eno učilnico in 2 kabineta dobi glasbena šola, 5 učilnic dobi pa Zavod osnovne šole Braslovče. No, osnovna šola Braslovče ima tudi podružnice, kaj ne, Letuš, Trnava, Gomilsko. Verjetno je to strošek, po drugi strani pa tudi ena prednost, da so lahko otroci vendarle čim dlje v čisto svojem domačem okolju. Ja, drži. To bomo še naprej zasledovali. Vsekakor podružnične šole veliko pomenijo za neko lokalno skupnost ali pa našo konkretno lokalno skupnost. Tam upravljamo redna dela, tudi konec koncev zadnjem letu nekaj investicijskih del smo naredili. Edina sprememba, večja sprememba je podružnična šola Gomilsko, kjer je pa predviden izdelava projekta za novo šolo, katere prizidek oziroma katera bi se zgradila zraven kulturnega doma Gomilsko. Tam imamo zelo velike prostorske omejitve na obstoječem, hkrati je pa zelo dotrajana. In nimamo možnosti širitve, nimamo možnosti neke, bom rekel, zagotovitve kvalitetnejših prostorov za kvalitetno vzgojno in izobraževalno dejavnost. Tako da tam so plani večji, ampak v tem trenutku moramo ta prvi projekt narediti, da vidimo, kakšni so finančni okviri in da potem lahko nekako planiramo realno, kdaj bi se lahko to realiziralo. Torej v nekakšnem srednjeročnem planu bi se po starem reklo. Tako je. Veliko vlagate tudi v komunalno infrastrukturo. Lani mislim, da ste uredili Šmatevž, tako da ima skoraj novo podobo. Ja, osnovne infrastrukturne projekte ali pa osnovne infrastrukturne zadeve so vsekakor ključne, ne. Zelo lepo je delati na, bom rekel, neki dodani vrednosti, ampak vodovod, kanalizacija, ceste, to je pa le nekaj osnovnega, ki mora biti urejeno v vseh krajih.
naše občine, zato temu dajemo velik poudarek, da se to zagotovi. In v Šmatevžu smo lani celostno uredili celoten Šmatevž, nekaj malega še danes, mislim še v letošnjem letu v drugem delu, ampak poleg tega smo v bistvu zelo veliko namenili tudi investicij v cestno infrastrukturo, se pravi asfaltiranje cest, imamo še kar dosti neasfaltiranih cest, posledično damo zelo veliko za vzdrževanje teh kalovoznih makadamskih cest in če nekako filozofijo malo spremenimo, pa bom rekel asfaltiramo iz naslova prihranka vzdrževanja kalovoznih cest, dosti prihranimo, da lahko kako cesto več asfaltiramo. Tako da to je velik poudarek, kvalitetna oskrba z pitno vodo je ključna, tako da se v vseh teh infrastrukturnih projektih nekako lotevamo na način, da ko se enkrat, da tako rečem, lopata zapiči v zemljo, da se dejansko vse obnovi, od vodovoda, kanalizacije, optičnega omrežja, javne razsvetljave, cestne infrastrukture, tam, kjer je pločnik, potrebno tudi pločnik, se pravi nekako, da celostno urejamo. Tako se bomo v tem duhu letos lotili tudi primarnega voda iz Grajske vasi mimo Gomiskega, se pravi Gomisko, in pa potem v naslednjem letu in še potem celotna Gomiska. Tako da ta del je nujno potreben, da se prav tako obnovi, ker se tudi zadnjih 20 let praktično infrastrukturno ni tam odvijalo nič in so potrebe zelo velike. No. En tak veliki projekt nas čaka potem še v Letušu, ampak to pa računamo na naslednjo finančno perspektivo, kohezijsko, od 21. leta naprej. Tako da nekako pričakujemo, no, da bomo dobili sofinanciranje evropskih sredstev za ureditev Letuša. Tudi pri Gomirskem boste tako celostno uredili? Ja, tako. Dobrovlje so ena taka značilnost vaše občine, kaj ne? Nekaj cestnih odsekov vsako leto mislim, da uspete asfaltirati, je pa to velik zalogaj, verjetno pa tudi ste posebej pozorni na krajane, ki vendarle vztrajajo tam na Dobrovljah. Na Dobrovce smo zelo ponosni in smo veseli, da jih imamo. Vsekakor moramo to, bom rekel, še naprej spoštovati, nekako negovati in pa tudi podpirati. Zelo so nekako že z, bom rekel, hribovskimi kmetijami in pa hribovskem življenju nekako imajo določene omejitve, ki jih v dolini nimamo, zato imajo še toliko več izzivov. Zato konec koncev tudi mi namenimo toliko več neke pozornosti in pa podpore. Tako smo v lanskem letu asfaltirali 2 odseka, obnovili tudi za silo, tisto glavno partizanko, da tako rečem, tiste ključne luknje. V letošnjem letu nas pa vsekakor, oziroma vsakem letu bomo poskušali nekako investirati v asfaltiranje določenih odsekov, ključnih odsekov, tako da imamo tudi par plazov gor in z naslova sanacije plazov bomo poskušali pridobiti tudi kakšna nepovratna sredstva s strani države. Neurja so čedalje hujša, danes po noči smo videli, bom rekel, eno tako zelo ekstremno vremensko razmerje, dogajanje, od toče do neurja, do strel in konec koncev vse to povzroči tudi zelo veliko nevšečnosti na Dobrovljah. In od, bom rekel, razritih cest, k nekako meteorna voda to uniči, do plazov. In z tega naslova menimo, da lahko nekako z naslova nepovratnih sredstev obnove plazov tudi določene stvari več sfinanciramo na Dobrovljah, kot bi sicer samo iz proračuna. Sicer pa je lani bila tudi toča in so bili prizadeti objekti in kmetijski pridelki. To zdaj poteka popisovanje? Tako je. Lanskem letu so bila 2 taka dogodka. Bili so prizadeti najbolj kmetijski pridelki. Konec koncev naša občina je kmetijska, nekako podeželska občina. Veliko ljudi se
preživlja z kmetovanjem. Kmetijstvo je ključno za naš razvoj, za naš obstoj na nek način, ker nasplošno, ker se veste, lokalno pridelana hrana oziroma hrana je naša osnovno bit. Skratka, mi smo potem tudi razpisali oziroma dali poziv, da se popiše škoda na osnovi razpisa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Tako, vrniva se spet na ceste pri Letušu. Zanima ljudi, nekdaj je bila govora o obvoznici, potem na občinskem svetu smo slišali, da vendarle naj bi bil tudi most obnovljen. Ta most čez Savinjo je pravzaprav se dobro drži glede na svojo starost, ampak je ozek. Torej, kaj se tam obeta? Na celotni, bom rekel, prometni varnosti smo v lanskem letu zelo veliko naredili in vsekakor je Letuš eden tistih, ki je najbolj izpostavljen tej prometni obremenitvi na poti proti Logarski dolini in pa potem tudi konec koncev proti Velenju oziroma Koroški. Ta most je res kritičen. V proračunu, državnem proračunu je, da se bo projekt je dokončan. V lanskem letu smo dogovorili z vsemi lastniki, kar ni bilo lahko, za odkup zemljišč, ki so potrebni, da se tam pred mostom naredi krožišče, da se pred mostom, se pravi tisto glavno križišče, bo postalo krožišče. Most se bo razširil na vsaki strani za 2,5 metra, tako da bo tako peš pot, se pravi pločnik kot kolesarska steza in pa nekaj malega zelenega pasa in pa na drugi strani križišče. Se pravi, vse to je v enem projektu. Ta projekt je v proračunu državnem, s tem, da bi se naj začel, se pravi, jaz sem ravno včeraj bil na direkciji za ceste, kjer smo se pogovarjali o realizaciji tega, pripravlja se razpis in do spomladi bi naj bil razpis za izvajalca objavljen. Se pravi, potem pa ta postopek mora steči, da izvajalca izberejo in jaz pričakujem, da bi se eventualno jeseni že začela določena pripravljalna dela, vsekakor pa leta 2021 bi bila glavnina del končanih. Ta kamnita ograja potem gre stran tega mosta? Ne, se samo, bom rekel, nekako bo rekonstruirala na drugi širini, no, da tako rečem. Se pravi, da bo ohranil ta poseben, specifičen videz. Bo. Ko smo pri cestah, seveda vedno vas sprašujejo, kaj se dogaja zdaj na tej trasi tretje razvojne osi. Malo je potihnilo, ne? Torej, kaj se dogaja? Jaz bom tako rekel. Zdaj, po naših informacijah, občina ni aktivno vključena v trenutno dogajanje. So delali določene raziskave, odmere. Po nekih informacijah se pripravljajo za parcelacijo in pa bom rekel ponudbe za odkup zemljišč z posameznimi lastniki na tej trasi. Dejstvo je, da se ta trasa zdaj na tem spodnjem delu tudi projektira. Občina je v okviru tega dala svoje pogoje, od katerih ne odstopamo, ampak glede na to, da že zgodovina pokazala, da tako rečem, pa preteklost pokazala, da tukaj nimamo praktično veliko besede, tudi bomo videli, kako se bo tukaj odvijalo. Namreč eden takih ključnih križiščev je križišče v Parižljah, ki je trenutno v okviru državnega prostorskega načrta tretje razvojne osi in je absolutno neprimerno tako, kot je. In glede na to, da je državni prostorski načrt potrjen in veljaven in da je v bistvu sodišče odločilo, je treba to tudi do neke mere spoštovati, ampak še enkrat, tukaj to križišče bi vsekakor moralo biti drugače tehnično rešeno. To se strinja tudi stroka in tudi tukaj, bom rekel, smo zelo aktivni, no, da se to ustrezno spremeni in projektira v krožišče, ne križišče. Se mogoče kakšen krajan na vas je tudi obrnil v zvezi z odkupi ali pa odnosi? Ne. Ne. Se pravi, to urejajo drugi pristojni? Ja, pa mislim, da še ni v tej fazi. Aha. Torej, tista obvoznica mimo Letuša pa ni zdaj več aktualna, ne? Tam...
Zdaj bom tako rekel, tudi obvoznica v Letušu je aktualna, sploh če bo do avtoceste prišlo. Je del podpisanega protokola med občino in državo. Nujno je, da zaščitimo krajane oziroma občane občine Braslovče in to bomo občine vsekakor počeli. In se bomo zauzemali, ne glede na to, v kakšni fazi je tako tretja razvojna os oziroma kaj drugega. Dejstvo je, da smo, bom rekel, tukaj zaradi ljudi in za ljudi in smo v bistvu njihov servis. In ukolikor se bo bilo kdo oglasil do nas, bomo vsekakor prisluhnili in pomagali vse, kar je v naši moči, da zaščitimo neke interese ljudi. No, Braslovče imajo sprejet proračun za letošnje leto oziroma mislim, da pripravljate rebalans? Ja, drži. Mi imamo lani smo sprejeli 2-letni proračun. Nekako praksa kaže na to, da smo lahko bistveno bolj učinkoviti, če je temu tako, da sprejemamo 2-letni proračun. Je pa dejstvo, da potem, glede na, bom rekel, aktivnosti v lanskem letu, ki so bile zelo velike, nismo mogli na začetku leta ali pa na začetku mandata vse predvideti, kaj se bo v letošnjem letu v bistvu lahko realiziralo realno. In glede na to, da smo bili zelo aktivni, moramo sprejeti sedaj rebalans, ga pripravljamo. 19. februarja je predvidena občinska seja, kjer se bo ta rebalans potrjeval. Notri so 3 ključne, pa še par ključnih investicij. Eno je širitev šole, drugo je projekt Gomisko, kar smo že prej rekla, tretjo je odkup zemljišč predvidenih za športni park v Braslovčah. Tako da bomo imeli kar veliki izziv, bom rekel zelo težek finančni proračun leta 2020. No. Športni park je tam pred šolo oziroma nekdanji objekt Partizana, ali kako rečete? Ne, športni park je predviden se pravi, da tako rečem, od šole proti zahodu, se pravi proti Dobrovoljski planoti, imamo eno veliko območje travnika, kjer je sprejet podroben občinski prostorski načrt. Predvideni so 4 bloki, ki bi se prav tako naj začeli graditi že v naslednjem oziroma letošnjem letu jeseni oziroma naslednjem letu spomladi z privatnim investitorjem. In pa nekak športni park z neko atletsko stezo, z drugimi športnimi aktivnostmi, tako da se bo, bom rekel, občan ali krajan, otrok imel večje možnosti osebnega razvoja, razvijanja nekih potencialov, boljšo kvaliteto življenja in blaginjo. Mislim, da ste razpisali tudi koncesijo za družinskega zdravnika? Mi smo razpisali koncesijo za pediatra, medtem ko za družinskega zdravnika in fizioterapijo še ne. Namreč pogoj za to je razpisan program splošnega dogovora države, zdravstvene zavarovalnice, ne? In glede na trenutno, nekako smo imeli dogovorjeno, da se bo to v letošnjem letu realiziralo, ampak glede na trenutno politično stanje v državi bo vse lokalne skupnosti in občine v določenih delih kar ohromilo, no? Nas vsekakor tudi na tem področju. Bojim se in srčno upam, da to ne preveč oziroma ne bo predolgo tako stanje, kot je sedaj. Srčno upam, da predsednik države čim prej razpiše volitve in da se nekako oblikuje nova vlada oziroma trdna vlada. No. Ker občine potrebujete ta stik in denar in proračun in vse. Vsekakor. Določeni dokumenti, določeni sklepi so popolnoma odvisni od vlade in določene stvari, kot so, ne vem, prometna varnost, ki smo prej govorili na državnih cestah, pa so potem tukaj zdravstvene dejavnosti, pa so določene, bom rekel, investicije, kot je primer naš projekt Žage, lesno-predelovalnega centra, je prav tako, zdaj čakamo sklep vlade, ne vem, kako bo to vplivalo na ta naš projekt, tukaj so investitorji Škoti. Sklep vlade potrebujemo zato, ker posegamo z cesto na državni prostorski načrt. In to je pač neke zakonske omejitve so in zdaj ne vemo, kaj bo opredelili, kaj so redne
naloge vlade in kaj so izredne naloge vlade. Se pravi, ta projekt gre naprej, Škoti še vztrajajo, nekateri prebivalci tam so jezni, ne bi imeli. Zaenkrat bom tako rekel, kar se tiče občine Braslovče, vsekakor deluje v interesu občanov. Nikoli ne morem zadovoljiti, bom rekel, želje in pa nekako pričakovanja popolnoma vseh. Ne glede na to, kaj se naredi, kakšna investicija se naredi, vedno se bo nekdo našel, ko ni zadovoljen. Tako je tudi v tem primeru, ampak ključno nam je pa, da se z bilo katero investicijo ne poslabša kvaliteta življenja oziroma ne vpliva na kvaliteto življenja določenih občanov, zato vztrajamo pri določenih pogojih napram tako Škotom oziroma investitorjem kot napram državi, da se zagotovi ustrezna tehnična rešitev umestitve tega projekta v okolje. Zdaj, časovna komponenta tukaj vsekakor ne govori v prid investitorju, ker ima določene podpisane pogodbe, stvari se odmikajo na nek način. Kako se bo zadeva odvila, se pravi, zdaj z trenutno politično situacijo ne morem predvideti, ne morem komentirati. Mi vsekakor delamo nekako v naši najboljši moči, da smo servis, bom rekel, na nek način tako državi kot investitorju, ampak pod določenimi pogoji, od katerih ne bomo odstopali. In še enkrat, tukaj smo zaradi ljudi in čisto nič drugega. Drugače ste pa tudi recimo na slavnosti seje občinskega sveta nagradili eno podjetje. Poudarjate, da gospodarstvo v občini je zelo uspešno, tudi poslovna cona v Trnavi se polni, je že polna, načrtujete še kje kakšno drugo cono? Ja, mi imamo zelo, bom rekel, uspešna podjetja v občini. Kornoterm, Silko, Razvoj, še mnogo bi lahko našteval. Vsekakor je lokalna skupnost tista, ki je tudi dolžna ustvarjati ustrezne pogoje, ustrezen servis tudi gospodarskim subjektom. Mi bomo temu namenili v letošnjem letu še več pozornosti, se pravi gospodarstvo in razvoj gospodarstva. Zakaj? Ker konec koncev smo vsi odvisni od gospodarstva. Če nimamo prihodkov, če nimamo, bom rekel, delovnih mest, potem lahko pozabimo dolgoročno na kakršenkoli razvoj nekega lokalnega okolja, neke kvalitete življenja, predvsem pa delovnih mest z veliko dodano vrednostjo. Posledično imamo v letošnjem letu smo zapolnili popolnoma poslovno cono Trnava. Posledično bomo sedaj odprli, se pogovarjamo še z Ministrstvom za kulturo, ker je treba še neke raziskave narediti v ožjem območju te poslovne cone, ker so neka najdišča se našla, da vidimo, kakšne imamo omejitve. Skratka, bomo v zelo kratkem času odprli nov občinski prostorski načrt, ki bo govoril samo o širitvi poslovne cone. Se pravi, s ciljem in željo, da čim prej tudi zaključimo. Tako da imamo veliko povpraševanja, tudi novega, tudi mi smo aktivni pri tem, da iščemo nove investitorje in moramo jasno temu okolje prilagoditi oziroma ustvariti ustrezne pogoje. Ja, če greva od gospodarstva mogoče k gasilstvu. Pred časom ste podpisali pogodbo za nakup novega gasilskega vozila za osrednje prostovoljno gasilsko društvo Braslovče, ki bo praznovalo letos 120-letnico. Torej gre kar velik zalogaj, sami bodo sicer morali tudi zagotoviti nekaj denarja. Drži. Gasilstvo oziroma neka civilna zaščita in pa področje reševanja je prav tako zelo, zelo pomembno. Veste, da tako kot smo prej govorili o takšnih in drugačnih naravnih nesrečah ali drugih nesrečah, požarov, tehničnih nesrečah, so tisti, ki prvi priskočijo na pomoč. In jaz to izredno spoštujem in cenim, tudi maksimalno podpiram. Letošnjem letu praznuje naše osrednje društvo, prostovoljno gasilsko društvo Braslovče, 120 let, na kar sem izredno ponosen in vesel. V planu je nabava te avtocisterne, ki je za celotno občino izrednega in nujnega pomena. Predviden je prevzem v mesecu septembru v okviru občinskega praznika. Sredstva so bila namenjena iz proračuna
nekje v višini 187 000 evrov. Celotna investicija je pa mislim, da okoli 230-240 tisoč evrov ocenjena. Skratka, gre za velik zalogaj. Zdaj občina bo to pokrila nekako v okviru letošnjega in naslednjeletnega proračuna, se pravi v 2 obrokih. Verjamem pa tudi glede na energijo, voljo in pa aktivnosti, ki so se zastavili v osrednjem gasilskem društvu, da bodo tudi oni to razliko zelo hitro pokrili. Izpostaviti moram tudi ostalih 6 gasilskih društev, ki so prav tako izredno pomembni od prvega do zadnjega. Podpiramo praktično delovanje vseh gasilskih društev na enak način. Tako smo v lanskem letu tudi sofinancirali v večjem znesku novo pridobitev gasilskega avta z vodo na Dobrovljah. Tam je še toliko bolj pomembno, ker so bistveno bolj odmaknjeni od vseh ostalih društev in je nujno, nimamo razvitega vodovodnega omrežja še na Dobrovljah in je nujno, da imajo s sabo tudi določeno količino vode oziroma ustrezno opremo za zaščito in reševanje premoženja in pa življenj. Tako da se na tem področju jasno tudi potrebno nameniti pozornost, finance in pa neko podporo. Veliko ste si pa, zelo ste si prizadevali za te prve posredovalce, ne? Čeprav vem, ste jih zdaj usposobili 50 ali koliko in ste tudi podpisali pogodbo, torej da zdaj ti posredovalci lahko gredo na teren? Ja, prvi posredovalci so v večini primerov gasilci, laiki, prostovoljci vsekakor. Tisti, ki skozi neko dodatno usposabljanje so vešči pomagati v primeru neke nesreče, bodi si to srčni zastoj, huda krvavitev, zapore dihal ali kaj podobnega. Usposobljenih imamo danes okoli 50. Včeraj smo podpisali pogodbo z zdravstvenim domom Žalec, v okviru katerega deluje enota nujne medicinske pomoči in pa z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Namreč, zakaj je to nujno potrebno? Zaradi tega, ker ko pride klic na 112, regijski center obvesti nujno medicinsko pomoč in ko nujna medicinska pomoč ugotovi, da gre za tako vrsto nesreče, da bi lahko pomagal tudi prvi posredovalec, ga regijski center aktivira. Zdaj, praksa je taka, da je to velika dodana vrednost, ker je ponovadi tak prvi posredovalec v bližini, zato jih imamo veliko, tudi v letošnjem letu jih bomo v bistvu dodatno izobrazili, predvideno je spet 50. In je popolnoma, se pravi, v takih primerih in takih situacijah je vsaka sekunda šteje dejansko, ne minuta, ampak sekunda. In je izredno pomembno, da se začne z temeljnim postopkom oživljanja pravi čas in da tako na nek način našim občanom povečamo možnost preživetja v primeru take hude nesreče oziroma srčnega zastoja. Je pa tukaj potrebno omeniti tudi to, da smo v lanskem letu in tudi v letošnjem letu bomo nabavili določeno količino defibrilatorjev, ki so prav tako izredno pomembni v takih primerih. Želimo si nekako defibrilatorje namestiti nekako enakomerno razporediti po celotni občini, tako da imamo čim večjo mrežo teh defibrilatorjev. No, ti prvi posredovalci so seveda prostovoljci. Imate kar dober odziv, ne? Načeloma prostovoljstvo danes je malo v krizi. Ja, pa ne. Zdaj bom tako rekel. Zdaj, kar se naše občine tiče, pa bom rekel tudi mojega osebnega mnenja in moje osebne izkušnje. Se mi zdi, da smo Slovenci še vedno zelo pripravljeni pomagati ljudem, ko so v stiski. In to na nek način dokazuje tudi odziv naš, ko smo v lanskem letu povabili prostovoljce oziroma občane, da sodelujejo v tem projektu prvih posredovalcev. Bil je zelo dober odziv. Tudi kar se tiče, če gledamo zdaj z naslova gasilstva, ko smo prej govorila, je praktično skoraj ni hiše, v kateri ne bi bil vsaj en gasilec. Tudi to je prostovoljstvo in pa imamo tukaj Rdeči križ, pa še druge organizacije, se pravi, na nek način v vsej naši občini imamo zelo dobre izkušnje, cenimo to, podpiramo to in prostovoljstvo
ne glede na to je še vedno zelo, zelo živo vse pri nas. Kaj pa področje kulture? Zdaj imate sodoben dom kulture, sicer odprt že v prejšnjem mandatu, ampak vendarle nekateri so rekli, ja, kaj pa se bo zdaj dogajalo vse v taki lepi sodobni dvorani. Ste zadovoljni kot župan z dogajanjem? Vsekakor, zelo sem hvaležen prejšnjemu vodstvu za, bom rekel, da je nekako realiziralo tak projekt in v bistvu zgradilo tak lep dom kulture, ki danes vsekakor zelo, zelo živi. Zato je najbolj zaslužen zavod Tri jezera z Jasmino Rotar-Jagar na čelu, ki organizira takšne in drugačne kulturne prireditve. Poleg tega imamo zelo, zelo aktivno prosvetno društvo Braslovče, ki je prav tako, bom rekel, ponos Braslovč, so zelo aktivni, v okviru njih deluje tudi več, bom rekel, tako pevskih zborov in pa plesno gledališče, kjer tudi mladi skozi nek umetniški ples lahko izrazijo svoje potencijale, svojo energijo in pa se nekako razvijajo. Skratka, kar se tiče področja kulture, kmalu bomo praznovali tudi kulturni praznik, se mi zdi, da nas vse Slovence in konec koncev tudi nas zelo zaznamuje in to vsekakor terja tudi svojo pozornost. Moramo nameniti podporo temu in to vsekakor smo in bomo počeli tudi v prihodnje. No, lani ste se spomnili enega svojega rojaka, ki bi ga pravzaprav vsi Slovenci morali dobro poznati ali vsaj malo bolje kot ga, Srečka Puncarja, ne? Poseben večer je bil temu namenjen. Ja, Srečko Puncar je bila 100-letnica njegove smrti v lanskem letu. Srečko Puncar je bil majstrov borec za severno mejo. In Srečko Puncar je eden takih, pa bom rekel, teh ljudi, bil je avtor tudi Korotana takrat v času vojnih časih, da tako rečem, in veste, da slovenska beseda, slovenski jezik, ali pa bom rekel neko izročilo, pisano informacije so v takih razmerah še posebej ključne, ne. Prav tako je skrbel, da se ohranja slovenski jezik, slovenska beseda. Temu smo namenili ob tej obletnici veliko pozornosti, namreč v komemoraciji je obiskal, ki je obiskal tudi predsednik države, gospod Borut Pahor, smo se poklonili ob njegovem grobu in pa potem tudi poseben večer namenili njemu v okviru občinskega praznika v mesecu septembru. No, iz tega večera imamo mi dve izjavi, in sicer gospoda Franca Kralja, ki je eden tistih, ki zelo, zelo opozarja na vse zgodovinsko iz občine in pa ne čaka Srečka Puncarja. Bomo to zdaj le slišali. Letos je 100 let od smrti Srečka Puncarja in mi smo mislili, da je oziroma smo prepričani, da je zadnji čas, da potegnemo, ne bom rekel iz naftalina, ampak da potegnemo dokumente na plano, da dokažemo njegov vpliv na dogajanje na Koroškem. Namreč ta vpliv bil veliko večji, kot se to predvideva. On je, ne bom rekel vsak teden, ampak po potrebi piše, izdajo časopis, ki je informiral o domačih in svetovnih dogajanjih in o ciljih, ki jih naj bi dosegli na Koroškem. Vojska, ta slovenska, je bila izven Koroške. Srečko Puncar pa svoje dejavnosti je bil pa v Koroški, v kriznem območju. In na to se pozablja, mi hočemo s to današnjo prireditvijo in še te, ki bojo, prav to dokazati, njegov pomen pri boju za slovensko Koroško. Srečka Puncarja so na kmetiji v Vovbrah v kratkem boju ustrelili vojaki nemškega Heimatdiensta. Najprej so ga pokopali na Koroškem, pozneje pa v Braslovčah, kamor ga je pospremila množica z generalom Rudolfom Maistrom na čelu. Ja, to je bil, sem rekel, pomemben človek pri boju za Koroško. Tega so se zlasti zavedali njegovi najožji sodelavci. Edini, lahko rečem, ki je bil še živ, je bil general Rudolf Maister, ker takrat, ko so ga prekopali v Braslovče, je bil njegov prijatelj Franjo Margaj že mrtev. In Maister je v svojem govoru
prav poudaril pomen Srečka za Koroško in nasplošno za naš slovenski narod. Ker nazadnje to je bila vojska, ki je nastajala po prvi svetovni vojni in dejansko edina vojska, ki je bila na takratnem zapuščenem, bi rekel, slovenskem ozemlju. In ta vojska se je borila za tisto, za kar bi se morali vsi boriti, pa so se dejansko samo prostovoljci in tisti, ki so čutili v sebi nacionalno zavest. Na prireditvi v počastitev Srečka Puncerja pa je bil prisoten tudi nečak Srečka Puncerja, Vinko Puncer. Moj oče je bil ta najmlajši brat v familiji, rojen 1905, 10 let po tistem, ko je bil rojen Srečko. Kak spomin se je ohranil v družini? Kaj vi veste o Srečku? Ja, torej oče mi je precej povedal, potem njegova sestra Ida je tudi precej raznih teh materialov zbirala, tako da pred leti, ko je oče umrl, pa seveda tudi mama, ko smo z mojim bratom hodila sem, da smo te 3 grobe obdelali, ker imamo potem še v Ljubljani, pa še v Mariboru, tako da imamo na 5 mestih. Drugače pa moram reči, da je bil res dečko in pol, zelo pameten. Škoda, da ni mogel študirati, da se je to tako zgodaj zgodilo. Zelo dosti je tudi imel zapovedati Zvonko, to je bil malo starejši brat od mojega očeta, ki je živel precej časa dol v Beogradu. Mi smo bili leta 1941, torej so najprej očeta zaprli, ko so prišli Nemci. Skratka, vzeli so nam vse, odpeljali so nas v južno Srbijo, tam v bližini Čačka. No, po parih mesecih smo potem uspeli priti v Beograd, zaradi tega, ker je bil ta Zvonko, brat od očeta, že več let tam, nam je pomagal, da smo dobili tamle eno sobco. Vsa družina Puncer je bila narodno zavedna. Zelo namreč interesantno je to, da letos, oziroma ne letos, pred leti sem v muzeju NOB v Mariboru najdel dokument, na katerem so bili napisani vsi puncerji in so imeli vse po vrsti kot borce za Koroško. Čeprav recimo je bil moj oče rojen 905, to je bilo pa leta 19, bil še sploh ni mogel biti mojstrobor, ampak ostali starejši so pa bili vsi, in tako da so nas imeli na spisku, torej to je bilo jasno, treba nas je nagnati. Tako, to je bilo v zvezi s Srečkom Puncerjem. Velike načrte pa imate tudi z gradom Žovnek, kjer je verjetno povezava, kultura, preteklost, turizem in nasploh turizem. Drži, grad Žovnek vsekakor predstavlja osrednjo točko razvoja turizma v naši občini. Bilo je narejenega ogromno dela, to gre zahvala Kulturnemu zgodovinskemu društvu Braslovče, da so s prostovoljnim delom po večini v nedeljah oziroma tudi druge dni to skozi leta obnavljali in pripeljali do takega nivoja, kot je danes. Mi imamo v mesecu februarju predvideno razgrnitev podrobnega prostorskega načrta za razvoj turizma na območju Žovneka. Se pravi, nekako je predvideno, da v parih mesecih ta podrobni prostorski načrt tudi zaključimo.
Iščemo potencialne investitorje, da se ne samo grad Žovnek, ampak tudi širše dol vsebina, se pravi, da se investira v objekte, da se da vsebina in da se vdahne neka duša vsemu temu dogajanju. In da nekako razvijemo bom rekel, še dodatno delamo k razvoju nekega turizma. Ker konec koncev imamo zelo, zelo bogato, bom rekel, kulturno dediščino, zelo lepe zgodbe lahko iz tega nastajajo. Danes imamo že zelo veliko obiskov, beležimo gor nagradov, ampak si želimo pač te zadeve še nadgraditi. Ena ključnih stvari, ki je naša naloga, zapravo naloga občine, oziroma moja naloga je pa vsekakor pridobiti druge vire financiranja za dodatne investicije na gradu, se pravi, bodi si nepovratna evropska oziroma za ohranjanje kulturne dediščine ali iz kakega norveškega sklada, ki je prav namenjen obnovim gradov, je zasebni kapital, skratka različni pristopi, ampak to je predvsem tista moja prva prioritetna naloga, da s tem delom nadaljujemo, da se še, bom rekel, investira, ampak z drugimi viri financiranja, ki so za to namenjeni, proračunske, pa da imamo, bom rekel, za tiste nujne življenjske zadeve. No, nekdaj so bile tam predvsem ruševine in pa odličen razgled, zdaj pa mnogi so presenečeni, ko po nekaj letih pridejo tja, ker ima že Žovnek svojo podobo, ima obnovljen stolp in mislim, da se celo poroke tam dogajajo. Ja, drži. Vsake leto gostimo kar nekaj porok tam. Grad je res dobil eno tako čudovito podobo. In tudi v lanskem letu je bilo organizirano prvič srednjeveški dan, srednjeveški dnevi. To tradicijo bomo vsekakor nadaljevali, ker so bili izredni pozitivni odzivi. Že danes lepo vabim, kot to bo, vse gledalce, da si pridejo pogledat, ker je res čudovito organizirano, čudovito pripravljeno in je ena taka lepa izkušnja, nekako poskušamo pričarati stare čase nazaj, kaj se je dogajalo na gradu oziroma v srednjem veku. Tudi vodnica je v teh srednjeveških oblačilih običajno, Jasmina, ne? Tako, Jasmina, kot bom rekel, tista glavna gospa, grajska gospa, je v srednjeveških oblačilih, pa ne samo ona, konec koncev imamo gor viteze, pa imamo druge goste iz cele Slovenije praktično, od Postojnskega grada do Ptujskega, Mariborov, Celja, se pravi, veliko gostov imamo, Konjenico, veliko tega dogajanja, predvsem vse z skupnim imenovalcem srednjega veka in v tem duhu. Sodelujete pri teh zgodovinskih zgodbah tudi s Celjem, ker vemo, ne, da celjski izvirajo iz Žovneka. Drži. V letošnjem letu smo, oziroma v lanskem letu smo z gospodom Šroto nekako dogovorila, da bi poskušali narediti neko skupno nit vsej kakega programa. Se želimo tukaj povezati, interes je oboje stranski in v tem duhu v bistvu nadaljujemo, tako da vsekakor bo do tega prišlo. Kaj pa Braslovško jezero? Nekdaj je bilo že zelo obiskano, marsikaj se je tam dogajalo, potem je malo zamrlo. Kako je? Verjetno lokacija in samo jezero je tudi odlična točka za turizem. Mi imamo 3 čudovita jezera, Presersko, Braslovško in Žovneško. Vsa 3 jezera na nek način poskušamo komponirati v razvoj turizma v občini. Kar se tiče Braslovškega jezera, ravno pripravljamo en projekt, ki ga bomo prijavili na LAS, se pravi za nepovratna sredstva lokalne akcijske skupine, kjer bomo poskušali oživiti na nek način z naslovom Doživljaj na Braslovškem jezeru, kjer bomo poskušali oživiti to dogajanje. Je pa že zdaj, bom rekel, zelo, zelo pestro. Imamo sicer določene omejitve, kar se tiče nekih aktivnosti na tem jezeru, ampak ne glede na to je potrebno najti nekak skupen jezik sobivanja vseh aktivnosti in pa nekako ohranjanja te naravne dediščine. Enako se bo razvijalo tako območje Preserskega jezera, kjer je predvideno neke vrste glamping oziroma kamp, in pa tudi na Žovneškem jezeru je predvideno kamp in pa bo določene aktivnosti.
ampak to ima za posledico, bom rekel, še kakšne druge infrastrukturne zadeve, ki pa glede na, bom rekel, velike potrebe tistih osnovnih infrastrukturnih potreb v občini ta trenutek niso največji prioriteti. Bi pa bilo to načeloma, bi bili zasebni investitorji verjetno. Ja. Občina se ne bi šla investitorja za to. Zasebni investitorji. Tako, kar se tiče občinskega sveta, ena od odločitev je bila tudi medobčinska skupna uprava. Kako ste se tu odločili? Ja, to je povezano zelo veliko tudi z nekim predlogom oblikovanja pokrajin. Se pravi, nekako zgodovinsko gledano, kulturno gledano, logistično gledano, imamo statistično regijo, Savinjsko regijo, 31 občin, z nekako 2 mestnima občinama, Celje in pa Velenje. Mi smo z skupno občinsko upravo sedaj dogovorili z Celjem, dogovorili smo, da bomo 2 redarja za te občine Spodnje Savinjske doline, se pravi, imeli pa inšpektorja izključno zaposlena za naše potrebe. Se pravi, s tem bi nekako dvignali neko dosegljivost nekih storitev oziroma večjo prisotnost teh redarjev, ker imamo kar nekaj kritičnih območij, sploh zaradi te logistične pozicije naše občine imamo zelo veliko tako imenovanih dnevnih migrantov, če lahko tako rečem, ki se vozijo v službo ali v Maribor ali v Ljubljano in potem nimajo ustreznih oziroma parkirajo na neustreznih parkirnih mestih. To je ena zelo velika problematika, ki zelo vpliva na prometno varnost vseh udeležencev. V tem duhu delamo tudi ustrezno parkirišče za te občane, krajane oziroma vozače, če tako lahko rečem, da bi ta problem čim bolj zajezili oziroma čim bolj rešili. Prav tako so velike, bom rekel, hitrosti na določenih odsekih, krajih. Se veste, za konec koncev že naše življenje je ključno in je potrebno vse narediti, da se čim bolj zaščiti. Določene naloge pristojnosti država prenaša sedaj na občine, zato je vloga inšpektorjev tudi izrednega pomena. In občine Spodnje Savinjske doline smo z izjemo sicer občine Prebold smo dogovorile, da pristopimo k skupni občinski upravi Celje. Kot sem pa rekel, je pa to tudi deloma povezano z oblikovanjem pokrajin. Kje bi bilo to parkirišče za te dnevne migrante? V Šentrupertu. Aha, tam, kjer ima Dars? Ne. Se pravi, mi imamo v Šentrupertu predvideno zaradi zasebnega interesa parkirišče za tovornjake. To je ob Ljubljanski cesti. In v okviru izgradnje tega zasebnega parkirišča za tovornjake bi tudi občina pristopila zraven v neki obliki sodelovanja za te javna parkirišča po principu podobno, kot jih ima občina Polzela ob avtocesti. Omenili ste sodelovanje spodnje savinjskih županov, to sodelovanje je dobro, se redno srečujete, imate mesečne koordinacije ali še pogostejše? Sodelovanje je na odličnem nivoju vseh 6 županov Spodnje Savinjske doline. Moram reči, da so me v lanskem letu tudi zelo lepo sprejeli, da zelo dobro sodelujemo, smo zelo konstruktivni, vsi delamo praktično za dobro svoje občine in pa za dobro celotne Spodnje Savinjske doline, ker konec koncev meje, ok, res da so, ampak nekako imamo pa veliko skupnih projektov od odvoza smeti do vodovodov, do kanalizacijskega omrežja, se pravi ključne projekte in nujno moramo dobro sodelovati in sem zelo vesel in ponosen, da sodelujemo tako, kot sodelujemo. Srečujemo se vsaj enkrat mesečno oziroma bolj pogosto oziroma vedno, kadar je to potrebno. Na rednih kolegijih, z določenimi smo praktično, nam rekel, skoraj vsak dan na vezi, tudi sicer individualno hodimo, bom rekel, si izmenjamo dobre prakse oziroma izkušnje takšne in drugačne in si med sabo pomagamo.
No, pokrajina, boste pač podprli tisto, ki bo v okviru Celja, ne, da bo Celje središče. Bil je predlog spremembe pa volilnih okrajev v zvezi z volilno zakonodajo. To je zdaj nekako padlo v vodo, ker pač zaradi tega, ker je odstopila vlada in se ne ve zdaj, kako bo s sprejemanjem tega. Ampak po enem predlogu je bila sprememba volilnega okraja, ki bi Braslovče, mislim, da Zgornji Savinjski dolini priključil oziroma 6. okraju. Ja, drži. Ta dva predloga nista bila usklajena. Sam tudi ne vem, kako bi to načeloma funkcioniralo, ker predlog pokrajine je bil, da je v bistvu tukaj meja, se pravi Braslovče, nekako še pašemo k pokrajini z regijskim središčem v Celju, medtem ko volilni okraj je bilo pa, bom rekel, Zgornje Savinjsko oziroma k Velenju. Kako, bom rekel, bi to funkcioniralo oziroma kako je bilo to usklajeno, v tem trenutku ne morem komentirati, tudi ne vem, ali bi v bistvu šlo to čez ali ne. Pustimo čas v čas, da se vidi, kako in kaj. No. Tako. Kakšno leto torej pričakujete, leto 2020? Dobro se je začelo? Leto 2020 pričakujem zelo, zelo pestro, po mojem najbolj pestro v tem mandatu. Posledica zaradi res velikih investicij, projektov, ki jih imamo predvidene v letošnjem letu. Bomo nekako z tisto, kar sem čisto na začetku rekel, z dobro ekipo, tako občinskega sveta kot občinske uprave, ne dvomim in verjamem, da bomo to tudi realizirali uspešno. Je pa jasno, da je potrebno poslušati ljudi, pri tem uporabljati, pri svojih odločitvah uporabljati zdravo kmečko pamet, pa zelo pridni bomo mogli biti oziroma zelo delovni. Hvala lepa za tale pogovor in seveda uspešno delo vam želim. Hvala tudi vam. Tako, hvala za pozornost tudi vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Nasvidenje.